vseh poročil policije jasno kaže, da ni bilo v tem času ne samo nobenega vpliva političnega, tudi kontakta s strani kateregakoli političnega funkcionarja ni bilo v tem mandatu. Vlada, Ministrstvo za notranje zadeve in tudi policija smo delovali skupaj in brez kakršnihkoli izraženih pomislekov do 21. 11. 2022. Minister je dolžan, tudi generalni direktor policije je dolžan, če začuti, da nanj kdorkoli pritiska, dolžan po zakonu, je dolžan o tem poročati. O tem je dolžan poročati vladi, lahko tudi meni osebno, dolžan je konec koncev poročati tudi parlamentu, če do tega pride. Čisto človeško pa lahko povem, da sam pričakujem, da najprej to, ker v politiki se moramo znati pogovarjati. Če gre za karkoli, da se o tem pogovarjamo. Tukaj je 17 ministrstev, kmalu nas bo 20, pa noben od nas do 21., v resnici do 28. 11. ni vedel, niti z besedo, kaj šele s papirjem, da je ministrica za notranje zadeve v kakršnikoli stiski zaradi česarkoli. Verjamem, da tudi poslanci do 28. 11. niste vedeli, vmes je bila tudi interpelacija mimogrede, da je ministrica v kakršnikoli stiski zaradi česarkoli. Verjamem, da to velja tudi za koalicijo, ne samo za Gibanje Svobode. In tle z nami sta njena najožja sodelavca, državna sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve. Tudi ona dva nista vedela, da je ministrica v kakršnikoli stiski zaradi česarkoli. In sta zato izvedela bolj ali manj iz medijev. In takrat, ko človek pride v tako stisko, da o njej ne more spregovoriti najožjim sodelavcem in da edina pot, ki jo najde, je, da to naredi preko medijev, ja, takrat se človek v resnici sam zave, on sam ali ona sama, da te funkcije ne more več opravljati. Jaz nisem zahteval njenega odstopa, niti z besedo, pa sem ji zelo hvaležen za vse opravljeno delo in ji želim vse dobro na njeni bodoči strokovni in življenjski poti.